Dobrodošli, moje ime je Aleš Krjančič in v svojem imenu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale lepo pozdravljam in vas vabim v nadaljevanje prireditve odprtja domžalskega drsališča za sezono 2017-2018. Z nami je tudi župan občine Domžale, gospod Toni Dragar, in ga vabim k nekaj uvodnim besedam. Spoštovani, dragi uporabniki, otroci, predvsem pa tisti, ki radi ne drsate in drsate, seveda vsako leto odpiramo tole našo ploščad, naše drsališče. Predvsem gre zahvala tudi Korošcu Petru, ki že tole 14 dni zlaga tale led. Zahvala vsem, ki so prispevali tudi sredstva in seveda vsem vam, ki boste tole ploščad uporabljali tja nekje do marca.
Zavod za šport in občina Domžale zagotavljata sredstva, da lahko brezplačno drsate in jaz verjamem in upam, da bo tudi letos toliko lepega na tem drsališču, predvsem pa rekreacije in tudi v večernih urah in zjutraj ob nedeljah tudi hokej. Torej vse tisto, kar boste lahko zasledili v teh naših objavah, boste videli, da so hokejisti, predvsem otroci, pa tudi starejši rekreativci, del našega sistema. Tisto, kar pa želimo mi kot občina zagotoviti, pa enostavno rekreacijsko drsanje za vse občane. In za vse občane, tako kot smo rekli, brezplačno. Torej, vse te zadeve plača občina in Zavod za šport in verjemite, da ni veliko občin v Sloveniji, ki imajo tako drsališče, na katerega smo seveda zelo ponosni in upam, da boste to drsališče uporabljali brez poškodb, brez težav in da boste radi prišli na naše občinsko drsališče tule. Še enkrat pa hvala vsej ekipi, predvsem ekipi Petra Korošca, ki bo tule skrbel za vas brez težav. Let bo tako, kot je treba, Peter bo poskrbel za vse in seveda za svojo ekipo. Itak brez Andraža ne bi bilo nič, ampak vseeno, naj mu bo prijatelj Peter srečno, brez poškodb. Zavarovani ste pa tako vsi, če drugega ne, vas bomo že nekako spravili v NMP. Srečno vsem skupaj in seveda se vidimo in slišimo še enkrat ob uradni otvoritvi. Hvala lepa, župan. Jaz bi vam rad samo še povedal, da ste v uvodni točki videli nastop skupinske točke kotarkarskega kluba Pirueta Domžale, v kateri so nastopale Maja Trojanšek, Sara Trojanšek, Mina Švajgar in Špela Mikelen. Preden nadaljujemo s programom, bi vam rad na kratko predstavil še letošnji program na drsališču Domžale. Z jutrišnjim dnem se bo začel literarno-likovni natečaj za vrtčevske in osnovnošolske otroke. O tem boste lahko prebrali na spletnih straneh Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. O tem bodo seveda obveščeni tudi otroci v svojih zavodih. V decembru mesecu pripravljamo zimsko pravljico na drsališču za najmlajše z drsanjem in animacijo na otroško glasbo. Obisk Božička 22. decembra ob 16. uri in obisk Dedka Mraza 28. decembra prav tako ob 16. uri. V mesecu januarju sledi odprtje razstave Zimske radosti z otroškimi recitali, zgodbami in nagradami za sodelujoče. Ob koncu meseca 26. januarja od 18. do 22. ure bo tudi nekaj za starejše oziroma za malo starejše obiskovalce in sicer disko na drsalkah ob glasbi iz 80. in 90. let. V mesecu januarju bo Zavod za šport in rekreacijo Domžale v sodelovanju z društvi pripravil tudi tečaj drsanja in sicer bo v 9., 16., 23. in 30. potekal tečaj drsanja za začetnike. V mesecu februarju pa še drsalna revija z mladimi drsalci in predstava na drsalkah osnovne šole pri seriji pri Radomljah in rekreativni turnir hokeja. Toliko za enkrat, zdaj pa sledi točka samostojni nastop Maje Trojanšek, ki prihaja, kot že rečeno, iz kotarkarskega kluba Pirueta Domžale in je lanskoletna kot tudi letošnja državna prvakinja v umetnostnem kotarkarju. Maja se bo predstavila s svojim prostim programom, ki ga je prilagodila za drsalno površino.
Žiga Krofina. Številko 97 Urban Cuderman. Številko 67 Rožle Gale. Številko 51 Jošt Grčar Vitman. Številka 63 Staš Grčar. Številka 25 Gala Smok. Številka 9 Ožbe Grčar. Številka 66 Pina Gradič. In številko 2 Nina Čulaj. Oni bojo vsi šprita, on bo sad zadel.
boste mogli iz našega leda dol. Mi bomo v tem trenutku odprli drsališče za vse naše občane, občanke, učence, učenke, dijake, dijakinje in skratka za vse. Tako da uporabljite to drsališče varno, brez poškodb, pametno in naj se drsalna sezona v Domžalah začne. Hvala vsem in srečno!